Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Report. Ja, ponovno je torek, sedaj smo že v novembru ali movembru ali kako mu že radi rečejo. Jaz upam, da so si moški gledalci že pustili te brke. Mi skratka imamo danes ponovno nove teme za vas, nove goste, marsikaj zanimivega bomo povedali. Začeli bomo pa že z dogodki, ki se jutri in pa pojutrišnjem dogajajo v Mariboru. Torej čisto pred vrati so, ampak to še ne pomeni, da jih vi ne boste mogli ujeti. V svoji družbi lepo pozdravljam gospoda Andreja Pračeka. Gospod Andrej, lepo pozdravljeni. Vodja Nove Akropole. Mi da sva ugotovila, da gre to za društvo, pravzaprav za eno organizacijo. Nas pa seveda zdaj zanima, kdo sploh ste. Dobro, mogoče najprej bi popravil, Nova Akropola je mednarodna organizacija. Smo tukaj tudi v Sloveniji in jaz tu sem bolj v imenu Mariborske Nove Akropole in vodim samo Mariborsko Novo Akropolo. Mi smo pa sicer društvo, kulturno-filozofsko društvo in nekako v tem društvu smo idealisti, entuzijasti, ljudje, ki se sprašujemo in skušamo nekaj tudi narediti, nekaj prinesti. Nekako čutimo potrebo po izboljšavi. Čutimo, da so ljudje zbegani, da smo mi sami zbegani, da rabimo odgovore, rabimo usmeritve. In da skupaj iščemo vsi tisti, ki nekako smo v tej smeri radovedni in da tudi pomagamo nekaj doprinesti družbi. In zaradi tega tudi organiziramo predavanja. Različen spekter predavanj, od znanstvenih, filozofskih, kulturnih predavanj. V glavnem vseh področji, ki lahko ljudem pomagajo, da odkrijejo en košček sebe in malo bolj si stabilizirajo stvari v življenju. In na podlagi česa potem izbirate predavatelje, teme, kako to podajate vsem tistim, ki želijo kaj izvedeti? Ja, predavatelji so vedno samo člani društva, ki so dolgo let tudi že v društvu in so jim te ideje blizu. In ne samo razumsko blizu, ampak so ljudje, ki jih živijo. To je zelo pomembno zato, ker ne moreš predavati o nečem, kar ne živiš. Pomeni, če ti nekaj je pomembno, je to del tvojega življenja in potem en del sebe prenašaš naprej. Ta prenos mora biti življenjski, ne pa teoretičen. Zaradi tega so ljudje vedno tisti, ki stvari tudi potrjujejo, tisti, ki lahko o tem nekaj povejo. Se pravi, ja, da dobivate od ljudi tisti feedback, radi rečemo, in veste, kaj želijo, kaj potrebujejo, kaj jih zanima. Ja, to radi vedno slišimo, kakšne so potrebe, tudi sami se ozremo malo po našem okolju in vidimo, kakšne so potrebe. Tako da v tem sklopu tudi predavanja izbiramo tisto, kar potrebujemo, ker se lotevamo tudi različnih civilizacij, kultur, starejših učenj, ampak to bolj v smislu, da se srečamo z enimi idejami, ki so nam danes lahko uporabne. Če niso uporabne, nimamo kaj z njimi. In tudi filozofijo moramo gledati kot tako, kot nekaj, kar je življenjskega, kar je praktičnega in nekako poskušamo dati nov zanos filozofiji, ker dejansko danes slovi je deležen čudnega imena, filozofiraš, mlatiš prazno slamo, razmišljaš, nič ne delaš. Obratno, filozofija je tista, ki ti mora dati eno širino in predvsem globino, da bi človek lahko živel in da bi imel lastne trdne temelje. In to je naloga filozofije, ki pa je zelo široka lahko po področjih obravnave, išče se pa globino, ker ni pomembno veliko stvari vedeti. Ampak tisto malo, ko vemo, moramo živeti, moramo to udejanjati in to je smisel vsega tega. Torej, ta Nova Akropola je prišla iz Ljubljane vse do Maribora. Kakšno je tukaj povpraševanje? Prihajajo ljudje, jih to zanima? Prihajajo ljudje. Vsak, ki se sprašuje, ki hoče odgovore, tudi najde naša vrata odprta. Za vsakogar je tu ne generacijsko, ne po religijskih prepričanjih, ne po socialnih strukturah, ni nobene omejitve. Za vsakega je in dejansko so to teme, ki so aktualne in vsakemu potrebne. Od mladostnika, ko si začrta smer v življenje, do starejšega človeka, ki tudi ima svoje izkušnje in proba stabilizirati vse skupaj, tako da vsak lahko najde mesto pri nas. Torej, sedaj sem že ugotovila, da so čisto za vsakega odprta vaša vrata. Kje pa se nahajate? Kje vas najdemo? In kje seveda lahko tudi pobrskamo po tem, kaj pripravljate in kaj se pri vas dogaja? Torej, naš sedež v Mariboru je na Tirševi 7.
Zdaj imamo svojo spletno stran, jo imamo nekako aktualno, vse stvari, ki so aktualne, najdete gor, opise, imamo svoj Facebook Torej stran. www.akropola.org. Tako. In tam so vse tiste osnovne informacije, da človek vidi, zakaj gre, kdo smo, s čim se ukvarjamo. In jasno, več informacij se dobi pri nas, skozi osebni stik, skozi pogovore, skozi druženje in skozi predavanje. In ob Svetovnem dnevu filozofije pa tudi vi pripravljate eno predavanje, ki bo že jutri in pa v četrtek, kot sem že v samem začetku dejala. Jaz, družba, država. Kakšna povezava, o čem bo tekla beseda? Tako, dejansko to je sklop predavanj, gre za 4 predavanja. Govorili bomo o vzgoji, potem o vljudnosti, o socialni inteligenci, kako se človek poveže, sodeluje skupaj z ljudmi, ki različno mislijo, imajo različne ideje, kako bo to uskladil kot enotno. In na koncu tudi država. Država, ki je en kot en velik organizem, ki omogoči, da vsak posameznik dobi svojo vlogo. In dejansko so to 4 teme, so neločljivo povezane. Recimo mi gledamo in se danes smo rekli, kjer teme obravnavamo, tiste, ki so potrebne. In danes se vsi zgražamo nad propadanjem sistemov različnih, nad ureditvijo. In tukaj moramo videti, zakaj gre. Ker en dober sistem, kako bomo imeli dober sistem? Za imeti dober sistem rabimo dobre ljudi, ki bojo zgradile ta novi sistem. To pomeni, da rabimo vzgojo. In tukaj je treba že pri vzgoji začeti, ker ni dovolj, da mladega človeka, otroka postavimo pred knjigo, pred množico informacij in mu rečemo, tu nauči se, ne ve pa niti zakaj se naučiti, niti volje nima, niti smisla ne vidi v tem, ampak mu je treba dati en smisel. Recimo, če se na to osredotočimo, eno fiziko, nezanimiva, polna enih formul in človek, če ne vidi, kaj bo s tem, ne bo se tega nikoli naučil. Če pa mu razložiš malo in tisto malo daš v prakso, da on to proba kreirati, ustvariti in vidi posledico, da lahko popravi stvari, da razume, kako deluje stvari, bo navdušen in bo mogoče ga to potegnilo v fiziko in bo razumel. Ena stvar je taka, da se da aplikativnost študiju, druga je tudi, da se formira človeka, ker ni dovolj izobraziti ga, ampak formirati kot samostojno osebo, ki misli svojo glavo, to pomeni ga zgraditi. To pomeni, da ga moramo postaviti tudi pred preizkušnje, pred izzive in on se mora sam soočati, on mora sam premagovati, on mora najti moč v sebi, da lahko premaga ovire. Ker učenje, edukacija izhaja tudi iz besede, latinske besede, potegniti ven. In treba od ljudi potegniti ven njihove potencijale. Ne moramo mi samo eno učenje prenašati na njih, ampak jih postaviti v situacije, ko on premaguje sebe, ko on rešuje situacijo. Mi ne smemo mu razložiti vsega, ampak mu dati elemente, da on povezuje, da on raziskuje, da on odkrije. Zaradi tega bo tak človek, ki bo šel skozi tako formacijo, sposoben razmišljati in se bo znašel v vsaki okoliščini, ker življenje ni po predalih in ni knjiga, ki bi nam povedala, kako moramo živeti. Ampak mi moramo imeti eno sposobnost odločanja, kaj je prav v danem trenutku. In to mora človek enostavno razviti. Najti v sebi. Ja, in na tak način se zgradi močnega človeka, a močni ljudje gradijo močno državo. Zaradi tega, ker mi dejansko tudi pričakujemo veliko od države. Država nam mora dati fizično stabilnost, zdravstveno, socialno stabilnost, mora poskrbeti za nas. Kdo pa skrbi za državo? Kdo je ta država, ki skrbi za nas? Mi smo država. Mi moramo imeti en odnos do tega in mi moramo prispevati. To pomeni, da če hočemo imeti zrelo državo, mi moramo biti zreli in tudi prispevati. In o tem ne razmišljamo veliko. Zato je potrebno zgraditi ljudi, da bojo dali svoj prispevek. In k temu uči filozofija. Ni suhoparno teoretiziranje, ampak so stvari, ki so preizkušene, preverjene. In ko propadajo sistemi, vemo, v zadnjih par letih, v zadnjem stoletju smo probali različne sisteme in vsi so se iznevedli, noben še ni uspel. Ne bomo kritizirali sistemov, ne bom rekel en ali pa drug slab, to niti ni pomembno, ljudje so pomembni, ni stvar sistema, ker ti lahko imaš odličen sistem, ampak če nimaš ljudi, ki bi dali življenje temu sistemu, potem ne moreš organizirati družbe.
Meni se sedaj tukaj poraja vprašanje družba in jaz mogoče iz te družbe izhajam na druženje. Na nek način so ta predavanja tudi druženje določenih ljudi in večkrat danes slišimo, da se ljudje ne znamo več družiti. Kje je tista napaka? Zakaj mogoče res ni tistega pristnega odnosa več med nami posamezniki? Mislim, da ni napake. To je ena veriga, ki se pozna na različnih področjih. Ker za druženje lahko se fajn imamo, ampak je zahteva tudi ene lastnosti, spoštovanja druge osebe, drugih pogledov, drugih želja in usklajevanje. In dokler imamo neke skupne interese, ki so površinski in so obema recimo v redu, potem se bova fajn imela, ko pa bova imela vsak svoje stališče, pa se bova skregala. Potem je tu potrebna ena zrelost iskati skupnosti znotraj teh različnosti. In da vsak uporabi svoje danosti, svoje prednosti za ene skupne ideale, ki jih imamo. Ker vedno se povezuješ z ljudmi, ki so ti sorodni na način. Skupaj z njimi o nečem govoriš, o svojih sanjah, o stvarih, ki so ti pomembne. In če so to površinske stvari, prej ali slej se skregamo, prej ali slej ne moremo shajati en z drugim. In zahteva eno zrelost, tudi premagovanja sebe. In zaradi tega tukaj govorim tudi o vljudnosti. Ni to en način formalnega odnosa med osebami, ampak spoštovanje sočloveka, občutkov človeka in na tak način upoštevamo en drugega. Ker tu imamo težave, v življenju imamo težave, to je normalno in se skregamo, se spremo. Kako najti rešitve? Če jaz gledam iz sebe, kaj on od mene hoče in kaj jaz ne dobim in česa sem jaz prikrajšan, ne bom nikoli rešil težave. Kako pa on to doživlja? Kako on vidi te stvari? Če jaz nisem sposoben izven sebe in videti, kaj se dogaja s tem človekom in ga razumeti, ne bom mogel ničesar graditi. In bojo taki odnosi zelo krhki in hitro bojo razpadli. Mi vsi se radi družimo in mi smo socialna bitja, ampak za druženje je potrebno tudi zrelost. In ta zrelost se privede tudi do izgradnje nečesa velikega. Mi vsi hočemo neke velike stvari v življenju. Sami ne moramo veliko narediti, moramo se povezati, moramo se uskladiti, moramo najti vsak svoje mesto, se naučiti poslušati in se naučiti tudi voditi in da so odnosi častni. Tako da ni enostavno odnose ustvarjati. Torej, takšna beseda bo tekla konkretno na tem predavanju. Drugače pa Akropola organizira, sva ugotovila, da to ni ne prvo in ne zadnje letos. Kaj vse se je dogajalo mogoče v letošnjem letu in kaj še prihaja do konec tega leta? No, prejšnji večji dogodek, ki smo ga imeli, je bil posvečen Egiptu, eni taki starejši civilizaciji, ki je bila kulturno močna, civilizacijsko močna, sicer iz enega različnega časa, ampak elementi taki življenjski so še kako potrebni tudi današnjemu človeku. In srečanje z recimo eno staro civilizacijo in z enimi idejami, na katere smo malo pozabili, so pa koristne. In na tak način se tudi srečujemo, imamo različna predavanja o različnih učenjih, različnih kulturah, da vidimo dobre strani, ki jih lahko uporabimo. Ker to je naša tradicija, naše izkušnje in na teh temeljih mi gradimo našo prihodnost. Mi tu nekako čvrsto se opremo na izkušnjah, rabimo izkušnje. Zdaj, naslednji velik dogodek, ki bo čez en teden, naslednji četrtek, pa bo veliko učenja vzhoda in zahoda. In to gre pa za ciklus predavanj, ko se bomo res srečali ene vrste velikih učenj, ki so se potrdila skozi zgodovino in da potegnemo tiste skupne elemente, ne kaj različnega v teh učenjih, ampak kaj tistega, kar je ves čas bilo skupno, kaj tisto, kar je ves čas mučilo človeka in usmeritve, kako iz krize zgraditi boljšo družbo, boljšo situacijo, boljše odnose in vedno so se s tem ukvarjali. Kaj so vrednote? Ker tudi mi, ko gledamo, sistemi razpadajo. Ni problem, niso finančne krize, niso gospodarske krize. To dejansko gre za krize vrednot. Moramo priti nazaj do vrednot, nekako ugotoviti, kaj so tiste vrednote, ki dajo eno stabilnost. Sistem se mora zgraditi, ampak na teh vrednotah. In ko se vrednote pozabijo, imamo tako propadanje ene civilizacije. In jasno, moramo pogledati nazaj v zgodovino, da vidimo, kje so tiste trdne stvari, ki so se potrdile in da jih mi vključimo v današnji čas. Zelo zanimivo, vsekakor poučne stvari, o katerih dejansko ne razmišljamo ravno vsak dan. Pomembno pa je seveda tudi to, da poveva, da je vstop prost. Vstop je prost, ker to gre
nekako za dan posvečen filozofiji, UNESCO dan filozofiji, in skušamo odpreti vrata in narediti to dostopno širši množici, ker UNESCO tudi leta 2002 uvedel ta dan. In ko so glavnega direktorja, generalnega direktorja UNESCO vprašali, zakaj sploh filozofija del UNESCO, pa pravi, kako ne bo, ker UNESCO je in intelektualni in etični del Združenih narodov, kako bo brez filozofije. In nekako vidijo vlogo filozofije v družbi. Že UNESCO pravi, da tukaj pri filozofiji je treba najti odgovore na rešitve težav, s katerimi se sooča in posameznik in družba. In je treba to popularizirati, to približati ljudem. Ta sloves teoretiziranja je treba razbliniti, nekako ponovno uvesti filozofijo kot eno življenjsko disciplino, široko in globoko disciplino. In tako, ker tudi UNESCO skuša na ta način promovirati to stran filozofije, tudi mi, ki se ves čas tem ukvarjamo ob tem dnevu, nekoliko bolj in bolj življenjsko in bolj konkretno približati ljudem. Zato smo to izbrali, ta sklop predavanj. Torej, mi da so se danes samo dotaknila par besed o tem, o več, torej že jutri, 19. in pa v četrtek 20. novembra, ob 18. in ob 20. Drži? Drži, gre za 4 predavanja, isti termin v obeh dnevih in vabljeni vsi. Najlepša hvala, gospod Andrej, me veselilo in pa naj lepo uspe in pa čim več tistih poslušalcev, ki bodo željni te teme, o kateri sva danes govorila. Mi se bomo potrudili. Super, lepa hvala. Torej, ko ste slišali čisto na kratko nekaj o filozofiji, zanimiva tema, kaj več pa torej že jutri in pa v četrtek pri društvu Nova Akropola. Mi pa se vrnemo takoj čez nekaj trenutkov. Dragi moji, dobrodošli nazaj, še vedno smo v oddaji Report in vi dobro veste, da jaz uživam, ko se moj studio napolni kako drugače, ko ga malce preuredimo, ko gostje zraven prinesejo kakšne stvari in danes je teh stvari veliko in jaz vam povem, zelo so lepa, zelo prijetna in vesela sem, da je tudi gospa Irena Hedl danes z mano. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Gospa Irena, vsi izdelki, ki so danes prišli, so tukaj iz trgovinice Dom po moje. Vi ste lastnica seveda te trgovine. Dajmo najprej povedati, kakšna je sploh ta trgovina. Izdelki so zelo posebni, zelo naravni, čemu služi in kaj pri vas najdemo? Ja, tole našo malo trgovinico, bom rekla oazo ene sprostitve in duševnega miru, ki ga nekako ljudje poskušajo najti v njej, smo odprli pred kratkim, to moram reči, prejšnji petek, 7. novembra. In po tak enem navdihu, bom rekla, po eni kalvariji, ki sem jo imela v življenju, sem se odločila, da bi provala še nekaj novega zraven dela, ki ga, bom rekla, rutinsko opravljamo že v našem podjetju Picos Print Shop 22 let. Ta ideja se mi je pač porodila, bom rekla, iz tega vzgiba, nagiba, da bi ljudem nekako probali predočiti tudi toplino teh naravnih materialov, da bi si ljudje, bom rekla, v svoje domove znali prenesti utrinke, ki jih, bom rekla, v naši trgovini zaznajo, vidijo, čutijo, se pravi preko misli ali pa preko dejanj, to je z nakupom teh drobnih stvari, ki obogatijo dušo, bom rekla, in srce tudi v svoj dom. No, vidiva, da so dejansko posebni, da so iz, tako kot ste rekli, naravnih materialov. Kaj vse najdemo pri vas? Pri nas boste našli, bom rekla, izdelke narejene iz čistega bombaža, 100% bombaža in pa tudi mešanice kakšnega lanu. Gre za dekorativne predmete, ki vam obogatijo dom. To so različne, bom rekla, lutkice, tako kot vidite, to prijazno, prijetno gosko, potem so ene punčke, ki jim pravimo gospodične. Vse je iz naravnega materiala. Imamo tudi tako zelo posebno ponudbo šparovčkov, pujskov, ki so personalizirani, mi rečemo. Vsak ima svojo zgodbo, vsak lahko dobi svoje ime, nekako so namenski. Zraven sem prinesla enega potepuha, ki mu je ime Rudolf. Naredimo jih tudi, bom rekla, čisto na kožo pisano, če kdo želi, da jih personaliziramo, da
Če se nekdo nekomu odloči podariti ta šparovček, pujsek z nekim namenom, da bi želel nekam odpotovati in za njega štediti ali pa mu nekaj prispevati k temu potovanju, ga personaliziramo v tem pomenu, da dejansko na njega nalepimo vse te, bom rekla, destinacije, ki bi jih želel obiskati, in pa tudi ga imensko opremimo in mu vedno zraven napišemo še kako dobro, prijetno misel, ne, za srečno potovanje. Lahko rečemo, da gre za ročno narejene izdelke, da so tudi unikatni izdelki? Čist vsak izdelek v naši trgovini je unikaten. Ročno narejen, tako ti pujsi iz naravnih materialov, recikliranih, kot tudi vsi tekstilni izdelki. Ni enega izdelka, da bi bil enak drugemu, ne. Danes ste prinesli tako pestro ponudbo, da si jaz kar predstavljam, da je pravzaprav za vsakega nekaj. Od tistih najmlajših, recimo pri kakšnih teh punčkah oziroma teh igračah, bova rekla, do tistih malce starejših, ne vem, na mizi imava konkretno te blazinice za silko, ste dejali, da so napolnjene. To so blazinice, ki jih imenujemo nekako triptih, smo si nadeli en tak vzdevek zanje, polnjene so za silko in so tako, bom rekla, prisrčno darilo za različne priložnosti, ne. Bom rekla tudi, da za popestritev vsakega dne, če hočete nekoga z neko drobno pozornostjo razveseliti, ali pa tudi ob kakšni posebni priložnosti, kaj vem. Pladenček tudi, to je ročno delo z eno, ne vem, tehniko, če je poznala ljudem, dekupaž, to je preslikava, servietna tehnika, zelo zanimiva, tudi, bom rekla, naravna lepila, barve, papir tako ali tako naravna sestavina, tudi les. Tako da res trudimo se v smeri nekako približati zopet ljudem nazaj, da vzljubijo naravne materiale, tako kot je bilo včasih. Tukaj skrivava še malce manjše stvari, pa bova zdaj takole pokazala, da ljudje dobijo, naši gledalci, še predstavo, da izdelujete tudi nakit. Tudi nakit predstavljamo v naši trgovini, to je nakit imenovan mašenka. To moram pa povedati, da delajo v Zagrebu ta nakit, v eni mali, bom rekla tudi unikatni ročni izdelovalnici tega nakita. In oni dejansko to, bom rekla, z temi svojimi zaščitenimi slikicami te mašenke potem kreirajo broške, to so recimo broške za kamorkoli pač pritrditi, prstančke, rutice zraven, ne, prstani so, pol so še ne uhančki za pesnice, taka luštna, bom rekla, serija tudi. Zelo lepe stvari. Odkot ideja za takšno trgovinico? Odkot ideja? Tako kot sem vam rekla, se vam zdi, da danes ljudje dejansko bolj cenimo stvari, ki so drugačne, iz bolj naravnih materialov, posebne in se jih ne da kupiti v čisto vsakem supermarketu? Točno tako, to smo želeli nekako. Predvsem se mi zdi z tega stroškega stališča, sem nekako včasih tudi izhajala pa gledala, da te masovne plastične proizvodnje igrač in vse to so lepe, so po svoje zanimive, ampak tudi cenovno niso ravno toliko ugodne. Zakaj ne bi otrokom predočili, ponudili nekaj, kar jim bo, bom rekla, topleje za njih, lepše, bolj prijazno, da bi tudi jih od malega dejansko naučili ceniti te naravne materiale, ne. Zelo lepo in tako lepo diši že tukaj po tej silki, mene je čisto prevzelo. Pomembno pa je seveda, da omeniva še tegale viharnika po imenu. Dejali ste, da to pa je še neka posebna stvar, ki se najde v vaši trgovini. Ja, to pa, bom rekla, je ena zgodbica, za njim stoji narejen iz korenin, ki so, bom rekla, iz tehle odmrlih dreves najdenih v pohorskih gozdovih. Te korenine so bile recimo poiskane ob šumiku, ob strugi šumika in kadar gremo na kak sprehod, te zadeve poberemo in potem zaigra domišljija malo svojo zgodbo, svojo pot. Naš dedi je glavni mojster, ki nam tudi tukaj pomaga z svojimi idejami in on potem to počisti, malo izrezlja, mi pa sfiniširamo, dokončamo in to so potem take zanimive. In tukaj je zapisana tudi ena posebna zgodba o tem viharniku. Torej, to starodavno pravljično bitje, prvinsko povezano s Pohorjem in njegovimi bajkami, ki so od nekdaj burile človeško domišljijo. Viharnik je trenutek, ko lesenel v boju z minljivostjo. Ne boji se prisotnosti tukaj in zdaj v večnem krogu življenja. Zelo zanimivo in bova rekla eno tako luštno darilo zdaj v decembru, ko se bodo darilca nakupovala. Tako.
Gospa Irena, izdelujete katero izmed torej teh daril oziroma teh stvari, ki jih imate v trgovini, tudi sami, vi osebno sami? Jaz osebno, kot bom rekla, da bi se lotila čist sama. Ene zadeve se še nisem, zato ker mi je dejansko časa zdaj zmanjkalo, to je bila bolj ideja in smo rekli, nekje moramo štartati. Res te stvari. Organizacija je pol dela, pravijo, ne? Organizacija je pol dela. Leseni viharniki, to sem udeležena zraven, to priznam, kar se pa tekstila tiče, pa zaenkrat ne. Imamo pa res željo in nameno, da te stvari počasi spravimo pod našo streho in začnemo tudi z izdelavo, ne, kot takšno v naši hiši. No. Načrtno sem zavlačevala s tem, da poveva, kje se nahajate, ker jaz verjamem, da smo zdaj že vzbudile pozornost in da naše gledalce že zanima, kje vas najdejo, kje vas lahko obiščejo in seveda kaj tudi kupijo. Najdejo nas lahko vsi gledalci, obiskovalci v ulici Talcev 24, to je Mestna vrata. Če vam poenostavljeno mogoče malo povem, to je trgovinica, se držim pri Tistovem mostu. Vhod je iz Titovega mostu direktno v pasažo in prvi lokal na levi strani, tudi zunaj označeno je tale naš lokal, Dom po moje. Mogoče omeniva samo še, kdaj ste odprti? Odprta imamo od ponedeljka do petka od 10. do 17. ure in pa v soboto od 10. do 12. Ja, sedaj nama pa preostane samo še to, da povabiva, da vas obiščejo. Ja, točno tako, vsi prisrčno dobrodošli. Jaz upam, da se boste prijetno počutili v naši trgovinici. Res pravijo ljudje, da je tak kar en center in oaza za napolnitev duše in baterij in da ko odideš iz nje, se res počutiš mnogo bolje. Res je taka mala pravlična deželica, ko stopiš noter. No. Odlično, zelo lepo. Jaz se tukaj že prav prijetno počutim med vsemi temi stvarmi, tako da vas tudi jaz obiščem. Gospa Irena, vam pa najlepša hvala za obisk, za vse to, kar ste prinesli zraven in pa seveda obilo lepih trenutkov v Domu po moje. Hvala za povabilo, hvala. Torej, dragi gledalke, spoštovani gledalci, slišali ste, videli ste, kar nekaj smo pokazali, veliko smo povedali, prihaja december, mesec obdarovanja in jaz verjamem, da boste v trgovinici Dom po moje vsekakor našli kaj zase in pa za tiste, ki jih imate radi. Nadaljujemo z darili, ki so lahko namenjeni torej v tem decembru, ko se radi obdarujemo, kajti naslednji gosti imata zapovedati, kaj so pripravili ponovno, že kar tradicionalno v prostovoljnem gasilskem društvu Bistrica ob Dravi. Lepo pozdravljam Sabino Gaube in pa Julijo Toplak, lepo pozdravljeni. Ja, vnovič ste se dekleta postavila pred objektive in ponovno je nastal koledar. Kakšen letos, Sabina? Ja, tako, glede na to, da smo v lanskem letu rekli, da koledarja ne bomo delali, ampak je bilo povpraševanje na trgu toliko veliko in prejšnja dva koledarja sta bila toliko dobro zasnovana, da smo nekako se odločili, da tudi v letošnjem letu pripravimo zopet koledar. Seveda se nam je pridružilo tudi nekaj članov našega društva. Pa vendarle manj kot lani? Manj kot predlani, ja, tako. Tako, zdaj v bistvu ta koledar je nastal zopet iz neke potrebe. Letošnje leto je bilo dokaj težavno, spomnimo se žleda, bile so poplave, dosti opreme je bilo uničene in pa seveda naši fantje in dekleta se morajo dalje izobraževati, strokovna izpopolnjevanja niso tako poceni, tudi zaščitna in skupna oprema je relativno draga, tako da zopet zbiramo sredstva za to, da bomo boljše pomagali, da bomo bolj usposobljeni in da bomo ljudem takoj na pomoč. Julija, koliko teh koledarjev ste natisnili letos in po kakšni ceni se bodo prodajali? Letos smo natisnili 800 koledarjev, cena za posamezen koledar je 10 €. Pripravili smo tudi sklop paketov, imamo paket po 5 koledarjev, zraven imamo tudi 2 voščilnici in pa paket po 10 koledarjev, zraven pa imamo 4 voščilnice pa 2 razglednici. Omenila sem, da je lahko ta koledar tudi za kakšno darilo, drži? Seveda, na njem je možen tudi logotip podjetja. Če se pač podjetje za to odloči, nas kontaktira in mi to tudi organiziramo. Kje pa je možno koledar kupiti? Koledar lahko kupite pri nas v gasilskem društvu, možen je ogled v živo, lahko se pa tudi odda na gasilci.bistrica@krs.net. Torej preko spleta spletno naročilo. Ja. Sabina,
Omenila si že, da bo to vsekakor pomagalo vam. Zbirate še na kakšen drugačen način ta denar, ki ga potrebujete? V bistvu skozi vso leto naši fantje in dekleta opravljajo razna dela pri podjetjih, pri posameznikih, od podiranja dreves, od čiščenja parkirnih mest, žlebov in tako dalje. Tako da v bistvu na vsak način nekako poskusimo zbrati sredstva. Naj omenim tudi to, da smo v letošnjem letu zelo ponosni, da smo uspeli nabaviti novo vozilo za prevoz moštva, za katerega se tudi moramo zahvaliti in krajanom in podjetjem, ki so nam pomagali z donacijami, tako da zdaj varno prevažamo tudi naše člane, članice, pionirje, mladince, veterane. In pa seveda je ta avto namenjen tudi za prvo posredovanje, namreč v njem je oprema za reševanje in tudi na tem področju se naše članice in člani izobražujejo. Vemo, da je mesec oktober mesec požarne varnosti. Kako ste ga obeležili v vašem gasilskem društvu? Ja, aktivno, tako kot vsa leta do zdaj. Sodelovali smo z različnimi društvi, z različnimi PGD-ji, pripravljali vaje, se urili, prikazovali v bistvu naša znanja in veščine, opremo. Naj omenim samo sodelovanje z vrtcem, je vsako leto v Limbušu in v Pekrah že tradicionalno. O tem z našimi prijatelji iz PGD Pekre smo izvedli skupno vajo. V Rušah so bile vaje izvedene na bazi, torej na področju zveze. Gasilska zveza Ruše je pripravila tudi nenapovedano vajo oziroma občinski poveljnik jo je sklical. Lahko pa se tudi pohvalimo s tem, da smo članice pripravile občinsko vajo, torej oziroma regijsko vajo, namenjeno predvsem članicam in prikazu reševanja. To je bilo v Bistrici ob Dravi, sicer že v septembru, ampak je to bila res vaja za celotno mariborsko regijo, tako da smo kar ponosni, da nam je tudi to uspelo. Vemo, da ste gasilci vsekakor nepogrešljivi del naše družbe. Julija, zakaj si se ti osebno odločila postati gasilka? Vemo, da je vedno več žensk, ki se odločajo za to. Zakaj konkretno ti? V bistvu moj mož je že gasilec in povabil me enkrat v gasilsko društvo, ko še nisem bila članica, in članice so iskale rezervo za svojo gasilsko desetino in sem se pač odločila, da pristopim. In potem sem šla z njimi na par tekmovanj in me je to tako not potegnilo, da sem v bistvu podpisala pristopno izjavo. In zdaj pa je že najstarejša hči tudi gasilka. Je to častno delo? Si vesela, da si se tako odločila? Sem, ja. Zelo, mislim, razširila krog prijateljev in sem ponosna, da sem gasilka. Sabina, prejšnji teden smo v Reportu gostili člana prostovoljnega gasilskega društva Selnica ob Dravi in pa zdravnika na nujni pomoči. Govorili smo o tem defibrilatorju, ki ga zdaj nekako uvajajo med gasilce. Kaj menite vi o tem? Ja, dejansko je to ena zelo koristna zadeva, pa zdaj ne samo iz stališča gasilcev, pač pa za vse krajane in občane. Dejstvo je, da so minute, da ne bom rekla sekunde, v primeru srčnih okvar zelo štete in tako, če lahko pomagaš človeku s tem, da mu že nudiš tisto osnovno pomoč, preden pridejo reševalci in s tem rešiš neko življenje, je to neprecenljivo. Je pa seveda velika odgovornost na naših prvih posredovalcih, ki so sedaj opravili te tečaje, ki so se morali izuriti tudi za posebej, za opremo, ne samo za tole AED. Namreč dejansko, ko rešuješ življenje, je vsaka stvar pomembna in ena majhna napaka je lahko že usodna. In zato je toliko bolj pomembno, da ljudje pridejo na ta izobraževanja, ki jih pripravimo, da jim pokažemo, kako se to uporablja, ker je to v bistvu namenjeno širši javnosti. Torej vsak lahko pride, kadar rabi in to vzame. To je na zunanji strani nameščeno gasilskega doma in namenjeno vsem. Je že tudi na vašem gasilskem domu? Tudi na našem gasilskem domu je. Izobraževanja potekajo, tako da krajani naj bodo pač pozorni, ko bodo obvestila zopet zunaj, ko bomo novo skupino pripravili, naj pridejo in naj si to res pogledajo, ker dejansko je tako, da nikoli ne veš. Upamo, da nikoli ne bomo tega potrebovali, ampak če pa že je, pa dobro vedeti, kako uporabljati. Zdaj v tem času zadnje nam nekako grozijo te poplave, teh padavin je ogromno. Kako ste se vi, PGD Bistrica ob Dravi, soočali s tem? Ste posredovali?
Tako bom rekla, zdaj v bistvu v teh zadnjih ujmah na srečo ni bilo neke večje škode na našem terenu oziroma na našem požarno-varnostnem rajonu. So pa tukaj še vedno drevesa, ki povzročajo težave, ki so ostala od žleda še morda v strugah in nepospravljena. Tako da zdaj odstranjujemo še te zadeve, kjer nas pač krajani pokličejo in nas potrebujejo, ampak se pravim, na srečo zdaj v teh zadnjih ujmah naša pomoč ni bila potrebna oziroma v manjši meri. No, tako. Upamo in želimo seveda si, da bo tudi konec tega leta miren, tako za vas kot za nas. Nam pa ostane samo še to, da še enkrat ponovimo, da je koledar 2015 že v nastanku oziroma je že nastal in da ga seveda želite prodati in da želite, da krasi stene čim večjih domov. Ja, seveda je to naša želja, pač vse tiste, ki želijo gasilcem kakorkoli pomagati, na njih apeliramo. 10 evrov gre res v znan namen, se pokaže, kje, torej so izobraževanja, je oprema, je vzdrževanje doma in res je to denar, ki ni namenjen komorkoli in res bo potem koristil tudi vsem krajanom in občanom. Odlično. Najlepša hvala, da ste prišli in pa kaj naj rečem, srečno seveda tudi v prihodnjem letu. Hvala lepa. Toliko torej o koledarju, ki ga lahko dobite pri gasilskem društvu Bistrica ob Dravi, kot smo že rekli, 10 evrov. Ne pozabite, resnično potrebujejo ta denar. Dragi gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni še enkrat v oddaji Report. Nadaljujemo in sicer se bomo v naslednjih minutah pogovarjali o še enem izmed izmed centrov, ki jih imamo v Mariboru, kjer lahko preživimo tudi prosti čas. V svoji družbi lepo pozdravljam Niko Čukur. Nika, pozdravljena. Pozdravljam, in pa Darjo Gradišnik. Dekleti, dobrodošli pri nas. Kaj se dogaja v Planetu Tuš? V Planetu Tuš se vedno veliko dogaja, ker poleg tega, da je to en večjih shopping centrov v Mariboru, je tudi seveda vključen zraven bowling, kjer je vsak vikend zabava z DJ-ji in koncerti in pa seveda kino. Tako da res, tako kot si zapovedala, zabava, ki jo lahko preživiš in prosti čas, tako v dnevnih kot tudi v nočnih urah. Imamo pa seveda tudi trgovine, lahko kaj zapravimo, kakšno kavico lahko spijemo. Tako je, trgovine so zdaj res pester izbor vseh segmentov zastopanih, od medicinskih pripomočkov do slaščičarne, kjer nudimo tako tortice, kot pa tudi zdrave smuti napitke, mehiška kantina, tako da pizzerija, veliko gostinske ponudbe, kot tudi seveda druge tako operaterji, telefonije, kot tudi drogerije. Sedaj prihaja še posebej tisti čas, ko ljudje veliko časa preživimo, popoldne zapravljamo za darila in podobno. Tudi pri vas v centru se bo dogajalo, mi bomo o tem kasneje, kdo vse pride in kaj vse bo. Darja, bowling center smo pa že omenili, torej vsak vikend nekaj novega, dogaja se, na kakšen način privabljate in seveda zabavate goste? Jaz bi rekla, da je pač to en segment kot zabava za vse generacije, torej od mlajših do starejših. Zdaj načeloma čez dan bowling, biljard, potem tudi za naše najmlajše imamo poskrbljeno igralnico Oslarija. Načeloma pa čez vikend, kot je že omenila Nika, zabave z DJ-ji in koncerti in podobne zadeve. Imate kdaj v tednu kakšne posebne ponudbe, da je še posebej lepo priti do vas? Načeloma, kar se tiče bowlinga in biljarda, se lahko ob torkih zabavajo 2 uri za ceno ene. Potem dodatno ponudbo imamo tudi za rekreacijo, kot ponedeljek in sreda Zumba s plesno šolo Sebastian. Načeloma, kot smo že rekli, praznovanje rojstnih dnevov v Oslariji. Zdaj pa, kot prihaja ta božični predpraznični čas, pa imamo tudi pestro ponudbo za zaključene družbe, od cateringov, seveda v kombinaciji z bowlingom in dobro glasbo. Omenila pa si mi že pred oddajo tudi to, da v soboto prirejate en koncert. Kakšen? Ja, v soboto prihaja k nam ena diva glasbene scene in sicer Neda Ukraden, tako da se obeta pestra zabava z dobro glasbo. Tisti, ki še nimajo vstopnic, jih ne nabavijo. Naj čim prej pohitijo, vstopnice v predprodaji so cenejše, tako da Planet Bar in pa v kavarni De la Creme si jo lahko nabavijo. Torej, smo že slišali, se dogaja, kaj pa v decembru? Prihajajo tudi ti veseli možje?
Tako, veseli možje, takoj z 6. decembrom prirejamo v sklopu plesnih šol mariborskih največjih veselo miklavževanje z sprejemom miklavža in delavnicami najprej v avli Planeta Tuš od 16. dalje že. Tam bodo otroci obdarovani, imeli bojo možnost ustvarjati z animatorkami iz naše igralnice Oslarija in potem za vse, ker je to zdaj moderno, disko miklavževanje v bowlingu Planeta Tuš, torej z DJ-jem, na otroški zabavi, z lučkami, torej koktejli pripravljenimi za otroke, z sladicami in seveda presenečenji, ki bo pridne otroke Miklavž obdaroval. Se vam zdi, da je sedaj v tem času, ko nekako pravimo, da je kriza, ljudje nimajo toliko financ, ne zapravljajo toliko, se pozna ta upad, je manj gostov, manj prihajajo? Mislim, da ni, da tega se v shopping centrih ne čuti tako in tudi skrbiva midve z Darjo, da ni tega občutka, da bi karkoli bilo narobe, tako da se mi zdi, da je prav tudi tako, da se ne da občutka vsem, torej, da bi bilo karkoli narobe, ker tudi ni. Ne. Smo pozabili še kaj povedati? Še kaj dodamo? V prihodnje, v novem letu, kaj se načrtuje? Z Darjo imamo veliko planov, več lahko nas obiščete na naši Facebook strani bowlinga ali pa Planeta Tuš, tam redno vsaki dan objavljava, kar se dogaja novega, kdo nas obišče in pa prihajajoče dogodke. Naj povem še, da vsak petek in soboto imamo tematske dneve v avli Planeta Tuš, kjer združujemo tako vse nove trgovine, kot tudi tematsko na dneve. Imeli smo zdaj martinovanje, pa dneve zdrave prehrane, zdaj prihaja božični bazar, tako da res veliko, vsak skoraj dan dogajanja. No. Torej, nama Darja preostane samo še to, da za konec še enkrat povabiva na koncert v soboto, kot si že Tako je. dejala. In vse ostale dneve, da se malo podružijo ljudje pri nas ob dobri kavici, koktejlih in pa dobri glasbi. Pridemo, vsekakor pridemo. Vabljeni. Lepa hvala, da ste prišle in vse dobro tudi v prihodnje. Hvala tudi tebi. Kot ste slišali, ja, prihaja takšno obdobje, ko se ljudje še posebej radi zabavamo, se sprostimo, proslavimo vse to, kar se je letošnje leto dogajalo in seveda smo nadebudni do prihodnjega leta, ki prihaja. Mi pa se v vašo družbo vračamo še z enim gostom. Moja zadnja današnja gosta pa prihajata iz Koroške. Natančneje predstavljali bomo oziroma povedali, kaj pomeni sodelovati v natečaju Vse je mogoče in kje lahko za njih še vse do petka glasujete. Lepo pozdravljam Barbaro Rebernik in pa Roberta Vihra. Pozdravljena v naši družbi. Natečaj. O kakšnem natečaju govorimo in kaj ste morali storiti, glede na to, da ste se na to prijavili? Gre za natečaj KD skladov Vse je mogoče, v okviru katerega smo v bistvu prijavili našo nadobudno podjetniško idejo mladih Korošcev, da združimo moči, naredimo iz vseh naših idej en mozaik idej in pridobimo nova delovna mesta na Koroškem. Barbara, kakšna je bila vaša ideja? Torej, s kakšno idejo ste se prijavili na ta natečaj? V bistvu v programu RRA Koroška sem se predstavila z idejo, da bi ljudem vzbudila potrebo, v bistvu dejansko je potreba po samooskrbi, ker ta v Sloveniji zelo pada. In samooskrba je tudi bistvo našega projekta, naše ideje, Samorastniki. Samorastniki, kaj lahko izvemo o vas? Samorastniki, to je v bistvu del zgodbe Korošcev. Zadevo smo Kdo ne pozna te pripovedi? Osnovnošolske pripovedi, zadeve, ki smo spoznali v osnovni šoli. Gre se za to, da v bistvu, kot sem prej rekel, sestavimo iz vsega mozaika eno končno idejo, pridobimo v bistvu nekatera sredstva za pomoč na projektu, združimo moči. Osnova vseh samorastnikov je pa to, da prenesemo znanja od naših staršev, naših dedov na mlade, s tem spravimo skupaj neka nova delovna mesta. No, če se mi zdaj kar konkretno ostajamo pri tej vaši zgodbi za našo in vašo prihodnost, kaj to govorimo? Torej, radi bi predstavili tudi kulturno dediščino oziroma jo ohranili, takšna kot je bila nekoč, predstavili danes v eno skupno
Vas, kakorkoli že boste to poimenovali, ki bi bila lahko namenjena tudi torej igrišče v naravi, kot ste ga poimenovali. Ja? Kako si to predstavljate? Kako bo to izgledalo, če vam seveda to uspe? Ja, to bi izgledalo tako, da bi naravno okolje umestili otroško dejavnost. Otroci radi plezajo, njih lahko motivirajo za igranje na zelo različnih objektih, od dreves, kot sem že rekla, do drugih živalski vrt in podobno. Čim bolj v naravi bi jih radi približali, vrnili nazaj v naravo in iz računalnikov potegnili nazaj v naravo. In jih s tem zaposlili. Kaj vam še manjka, da to dosežete? V bistvu za prijavo na KD sklade vsejemogoče.si smo projekt prijavili in med 200 projekti prišli na 6 finalistov. V bistvu smo danes z kolegico Barbaro danes tukaj zato, da v bistvu prosimo za pomoč, da glasujete za naš projekt. Glasujete pa v bistvu na spletni strani vsejemogoče.si. Z vašim glasom bomo v bistvu pridobili točke. Do zdaj smo v bistvu zbrali že 1200-1400 glasov. Sicer izmenjavamo se med prvim in drugim mestom, ampak natečaj je do konca tedna. Do petka. Do petka. Dajva še samo enkrat ponovi, torej www.vsejemogoče.si. Vsejemogoče.si. Vas poiščejo pod kakšnim imenom? Pod Samorastniki, tam je neka povezava za glasovanje. Po postopku prosimo, da glasujete po pravilnem postopku, ker edino na ta način pridobimo vaš glas, za kar se vam že zdaj naprej najlepše zahvaljujemo. In seveda bomo s tem pripomogli tako naši in tudi vaši prihodnosti. Tako je. Lahko boste prišli na ogled v bistvu naše ekovasi, v okviru katere bi, kot smo prej rekli, združili znanje starih in mladih ter približevali naravo našim otrokom, mladini. Glasuje se pa samo enkrat, glas se pa potrdi na e-mailu. Tako da dobijo povratne informacije. Tako je. Odlično. Barbara, Robert, jaz se vama zahvaljujem. Smo povedali vse, je treba tu še kaj dodati? Nismo povedali vse. Glasujte na vsejemogoče.si in hvala za vaš glas. Dajmo še enkrat torej poudariti. Lepa hvala, da ste prišla in pa držimo pesti in da vam vsekakor uspe. Hvala tudi vam. Takole torej, kot ste slišali, glasujte www.vsejemogoče.si, vse do petka še imate čas, da jim podarite vaše glasove. Odlično idejo imajo, radi bi zgradili torej to ekovas. Verjamem, da bo privlačna tako za nas, kot za tiste, ki bodo v njej znali uživati. Lepa hvala, da ste bili danes z nami in se seveda vidimo prihodnji teden v torek ob istem času na istem mestu. Pa srečno!